Glede na to, da sem cel teden razlagal o Švedski, je seveda logično, da bo tudi moja glasbena sobota Švedska. In danes bom govoril o muzeju ABBE v Štokholmu. Obiskal sem ga, ko so imeli v njem posebno razstavo znamenitih kitar iz zgodovine rock'n'rolla. Dve sta mi še posebej zanimivi in obe sta Gibson Les Paul. Lastnik prve pa je bil Joe Perry, seveda iz Aerosmithov. Ampak že na začetku kariere jo je zamenjal in je to odločitev zelo hitro obžaloval. Ampak po 20 letih jo je po naključju kupil, seveda Slash iz Guns N' Rosesov, jo nekaj let uporabil, nekako pa potem ugotovil, da je to bila nekoč od kitara od Joe Perryja in kot ta pravi prijatelj je Slash to kitaro vrnil Perryju kot darilo za Abrahama. Ampak še eno darilo imamo tukaj, no, ta drugo Gibson Les Paul kitaro pa je prejel zdaj že pokojni Gary Moore. Podaril pa mu je Peter Green, takrat je bil Fleetwood Mac in Gary Moore se mu je zahvalil s celim blues albumom. No, v ABBInem muzeju so tudi kitare od Jimmy Pagea, pa Telecaster od Andyja Summers, od Police. Tam je zelo navdušen, ampak to navdušenje me je zelo hitro minilo, ko sem nekako izvedel, da so to samo replike, ne pa ta pravi originali. Sem se pa navdušil nad originalom tiste zvezdaste ABBIne kitare, seveda iz skladbe Waterloo, ne. V muzeju pa me je navdušil tudi njihov studio, kako je izgledalo nekako, pa navdušil me je tudi tisti helikopter od ABBE. Nisem pa vedel, da je bil za ABBIn zvok bistven efekt harmonizer in en efekt, ki je nekako povezal glasove teh dveh pevk. Moram enkrat preštudirati, kako to v resnici deluje tehnično. No, ampak v spomin sem si vtisnil tudi zapis o tem, kako zelo so bili povezani člani benda z vso ekipo, tudi lučkarji, scenci pa frizerki, vsi so skupaj potovali, praznovali, nobenega zvezdništva ni bilo. In tudi potem, ko so bili že zvezde, so bili prav taki kot na začetku kariere. Ampak rekvizit, ki me je pa v tem muzeju najbolj fasciniral, je bil pa ta rdeči telefon. In to je telefon, za katerega številko poznajo samo člani ABBE. In seveda, se pravi, če obiščeš ta muzej in potem ta telefon zazvoni, takrat seveda takoj dvigneš slušalko, zato ker veš, da na drugi strani je nekdo iz ABBE. In se seveda potem lahko ekskluzivno z njimi pogovarjaš v živo. No, enega člana ABBE pa sem tudi poslušal v živo. Mercedes-Benz je za premiero svojega prvega množičnega električnega avtomobila izbral Štokholm. Premiero pa je pospremil s kongresom mobilnosti. Zbral je strokovnjake iz najrazličnejših področij, menedžerje, marketingerje, vplivneže, mecene, startupovce, iz najrazličnejših okolij, od Kazahstana pa do Sao Paula. In ker smo v ABBE-landu, ne preseneča, da je med govorci tudi gospod Björn iz ABBE. Na tistem kongresu, na tistem njegovem nastopu je rekel tudi to. If an AI can write something to make me cry, then I'll have to, confess that I've been manipulated, and that's the way it is. I have to accept that. There's no higher principle that says that the thing written by a human being is better in any way than the piece written by the AI. I don't think there is. I think if in the future, AI will write much better songs than the average songwriter. That's for sure. No, Mercedes EQC je seveda zdaj že uveljavljen avtomobil in v bistvu je meni tudi zelo prijeten za peljati. Bom pripel test. No, jutri pa gremo v državo, z glavnim mestom, za katerega sem slišal, ko sem z otroki gledal risanko Aristocats. Se vidimo jutri.